Dirk County Devet's doing an iced? Ja, pri sosedih na Dunbarham Road, gor hiša. Požar v hiši vodi do grozljivega odkritja. Priljubljena trenerka in mati je bila umorjena. Zdaj je za zločin obtožen nepričakovan osumljenec. In bil je eden zadnjih, ki so odšli, medtem ko je opazoval, kako sta hiša in žrtev goreli. Dobrodošli v oddaji Crime Fix, sem Anjanette Levy. Danes imam za vas precej skrivnosten primer. In je skrivnosten zato, ker imamo o njem več vprašanj kot odgovorov. Erika Kramer je imela na videz čudovito življenje. Bila je ljubeča mama, trenerka navijačic v Ansoniji v Ohaju. To je majhna vas, severovzhodno od Daytona. Kramerjeva je imela kmetijo, kjer je vzrejala tudi zlate prinašalce. Tragično se je življenje Erike Kramer, ki je bilo videti popolno, nesmiselno in tragično, končalo 10. aprila, sosed je poklical 911. Nujna številka 911, okrožje Dert. Da, pri sosedih na Dunbarham Road gori hiša. Po redu, kakšen je naslov? Moj naslov je sam malo niže po cesti od mene. Ne vem, kakšen je njen naslov, kaj je to? To je nič, vejca, 723. Mogoče. Kako hudo je? Dem prihaja iz vseh strani. Ampak vidim, da sta pri hiši dva avtomobila, poskušal sem jih poklicati, ni bilo odgovora. Ampak ne vem, če je kdo doma, če so v hiši. Ne vem. Rejde vaše ime? Vaša telefonska številka? Ja. Ali vidiš kakšen plamen? Ne vidim nobenih plamenov, ampak povsod prihaja dim. Po redu, takoj bomo pripeljali tja. Ko so gasilci prispeli tja, je bilo veliko dima, res veliko. Ekipa On Scene 24 je bila tam, ko so gasilci poskušali pogasiti plamene v tej veliki hiši. Požar je gorel v drugem nadstropju. Kasneje je šerif povedal, da je bil na kraju nekdo, ki je izstopal. Peyton Beam, nova prostovoljna gasilka pri prostovoljnem gasilskem društvu Ansonija. Tožilec je kasneje povedal, da je Beamova tja prišla zelo hitro. Njena prisotnost je izstopala, ker je prispela skoraj prehitro. Posnetek prikazuje, kako zelo je požar poškodoval dom Erice Kramer. Tožilci pravijo, da je bila Erika Kramer usmrčena. Našli so jo mrtvo v njeni spalnici v drugem nadstropju. Ustreljena je bila 4-krat od zadaj. 2 dni potem, ko so Eriko Kramer našli mrtvo in njeno telo goreče, so aretirali Peyton Beam in ga obtožili njenega umora ter požiga njenega doma. Pojavil se je na sodišču, kjer so tožilci govorili o svojem primeru proti njemu. Vaša čast, država bi poudarila, da obtoženec ni imel nobenega odnosa z žrtvijo v tej zadevi. Obtoženec bi žrtev opisal kot svojo drugo mater. Država bi poudarila, da v tej situaciji obstajajo dokazi, za katere meni, da potrjujejo dejstvo, da je bila žrtev v tej zadevi usmrčena strani obtoženca. Bila je 2-krat ustreljena v hrbet in 2-krat v glavo. Njeno telo je bilo nato polito s tem, kar se zdi, da je bencin, in hiša je bila zažgana, da bi prikrili ta zločin. Obtoženec je nato odšel, se vrnil ali šel domov, nato pa je bil kot gasilec poklican na kraj dogodka. Pod pretvezo, da je gasilec, je bil eden prvih, ki je prišel na posestvo s hišo v plamenih. In bil je eden zadnjih, ki je odšel, saj je opazoval, kako sta zaradi resnosti tega kaznivega dejanja gorela posestvo in žrtev. In država razume, da nima predhodne kazenske evidence in da ima prebivališče tukaj v okrožju Dark. Toda resnost dejanja jasno prevlada nad temi dejavniki in varnost te skupnosti je najpomembnejša. Odrednica Peytona Beama je sodniku predstavila precej drugačno sliko svoje stranke. Gospod Beam prav tako občuti veliko izgubo osebe, ki mu je bila draga, mu je bila pri srcu. Stojimo na stališču, da je pred vami domneva, da je on nedolžen. In čeprav so v tem primeru dejstva, ki mu jih poskušajo pripisati, on vztraja, da niso resnična.
On je mladenič iz lokalnega okolja. Star je 22 let. Ima starše, ki so danes v sodni dvorani in živijo v tej skupnosti. Nima nobene kazenske evidence v nobenem pogledu. In ni imel nobenega namena škodovati gospe, ki je bila grozljivo ubita. Zavedamo se, da je treba to preučiti. Njegova družina meni, da je oseba, ki je to storila, še vedno na prostosti in da on ni tisti, ki je to naredil. Dejstvo, da so dejstva morda grozljiva, pravzaprav ne. Nanaša na to, kar sodišče gleda, to je, ali je nevaren za skupnost. Glede na preteklost ni bil. Ali se bo z veliko verjetnostjo pojavil na sojenju? Ker živi tukaj in je tukaj odraščal, pravim vam, da mislim, da se bo pojavil in da nikoli ni bil nevarnost za skupnost in tudi zdaj ni. V tej zadevi smo opravili nekaj preiskave. Vidimo nekaj. Sklepov, namigov. Tako imenovani, če naredite pravo kombinacijo, če ste policist, je to posredni dokaz. Če ste nedolžna oseba, to ničesar ne dokazuje. Tako bo to za zdaj nekako potekalo, naprej in nazaj. Zelo bi nas zanimala balistika v tem primeru. Zelo bi nas zanimali kakršnikoli dokazi, ki niso le sklepanja. Torej, tožilstvo je sodnika prosilo, naj določi varščino za Peytona v višini kar 20 milijonov dolarjev. Na koncu je sodnik določil varščino v višini 5 milijonov dolarjev. Peyton Beam, 22-letni kmet in prostovoljni gasilec, se sooča z najhujšimi obtožbami, kar jih lahko dobiš v zvezni državi Ohio. Umor z oteževalnimi okoliščinami, požig z oteževalnimi okoliščinami, to je druga obtožba. Velika porota ga je ta teden obtožila tudi zaradi prirejanja dokazov in zlorabe trupla. Telo Erice Kramer je bilo po navedbah tožilcev polito z bencinom, preden so ga zažgali. Beam krivde za te obtožbe ni priznal. A vprašanje ostaja, zakaj tožilci verjamejo, da je Peyton Beam zagrešil ta zločin, umoril žensko, ki jo je imel za svojo drugo mamo. V redu, da bi razčlenila ta primer, želim povabiti dva odlična gosta. Imamo doktorico Neido Rutherford. Ona je mrliška uglednica v okrožju Richland v Južni Karolini. In Erika Fadisa. On je odvetnik za obrambo s sedežem v Koloradu. Nobeden od njiju ni kakorkoli povezan s tem primerom. Hvala obema, da sta z mano. Doktorica Rutherford, z vami bi rada začela. To bi bilo ob obdukciji povsem očitno, da ne gre za naravno smrt. Ta ženska je bila po besedah tožilca polita z bencinom in ima 4 strelne rane. Kako tako hitro povežete to z vidika mrliške uglednice s tem moškim, s tem Peytonom Beamom? No, morate se zavedati, da naloga urada mrliškega uglednika ali urada sodnega zdravnika ni, da podajo obtožbe. Njihova naloga je ugotoviti vzrok smrti in način smrti. Zelo sem hvaležna, da ste imeli takšen pogled na ta primer, ker je pri obdukciji res pomembno to, da ljudje mislijo, da če zažgeš telo, obdukcije ni mogoče opraviti. In to preprosto ni res. Res moraš povzročiti zelo hude toplotne poškodbe, da obdukcije ni mogoče opraviti. Toda tudi pri kosteh lahko včasih ugotovimo celo vbodne rane, ker pogosto prekinjajo kostna območja, skozi katera zabodete. V tem primeru pa imamo strelno rano in to ne eno, ampak kar 4. Zato vemo, da ta oseba verjetno ne bi mogla sama sebe ustreliti v hrbet ali na območja, ki so bila navedena v omejenih poročilih, ki jih imamo. Zato vemo, da je šlo najverjetneje za umor. Tako lahko že določimo način smrti. Ko poteka preiskava požara in prepričana sem, da lahko odvetnik Eric Fadis o tem kaj pove, vendar pri preiskavi požara iščejo izvor požara. In dejstvo, da se je toplotna poškodba verjetno začela pri tem telesu in se širila navzven, jim pove, da je nekdo to žensko namerno zažgal. Zato mislim, da je zelo pomembno, da lahko z vidika obdukcije takoj ugotovimo določene stvari. Kako so to neposredno povezali z njim, pa sem prepričana, da lahko odvetnik Fadis o tem kaj pove.
Ja, prepričana sem, da lahko. Veš, kot mrliški oglednik si pogosto vključen v pogovore s preiskovalci in bi lahko povedala. Predvidevam, da bi precej hitro kot patologinja ali mrliška oglednica, ki opravlja obdukcijo, ugotovila, da je bilo uporabljeno pospeševalo gorenja. Ker bencin, mislim, to ni šala. To bo povzročilo, da se bo ogenj zelo hitro razširil. To bo povzročilo ogromno škode. Ja, in pogledamo izvor požara, torej kje se je požar začel na telesu. Razlika je, če je nekdo polit z bencinom ali pa če se požar začne v njegovi bližini. In ko vidite, da je žarišče požara prav na telesu, boste opazili močne toplotne poškodbe. Videli boste opekline skozi vse plasti kože, vse do kosti. In precej prepričana sem, da če bo narejeno poročilo o obdukciji ali če bo to šlo na sodišče in bomo videli poročilo sodnega zdravnika, bomo videli prav to, da je bil ta požar popoln. Popolnoma skozi vse plasti do kosti, vendar pa izstrelkov niso mogli skriti. Zdaj pa bi me zelo zanimalo, če so iz njenega telesa odstranili izstrelke in če je bil kaliber pištole povezan z osumljencem, ter če se je ujemal s tem kalibrom orožja. In mislim, da bodo tukaj odvetniki ponovno razpravljali na sodišču in spraševali, ali je to njegovo orožje, od kod je prišlo to orožje. Kako ste sploh pridobili to orožje in lahko postavljali ta vprašanja? Ampak kot mrliški oglednik je naša naloga reči, da verjamemo, da se je požar začel tukaj na telesu, zaradi te poškodbe skozi vse plasti tkiva. In verjamemo, da so toplotne poškodbe prispevale k smrti. Ampak v tem primeru spet čakamo na poročilo o obdukciji, ali so bile v njenih pljučih saje, ali je ležala tam in gorela, medtem ko je bila še živa, kljub tem strelskim ranam. Mislim, da ne. Mislim, da bi to povedali, ampak to je nekaj, kar bomo lahko ugotovili tudi pri obdukciji, če je bila živa s temi strelskimi ranami. Veste, če je izkrvavela in tam ležala, ter v bistvu živa gorela. In upam, da temu ni bilo tako. Ja, daj Bog, da ni tako. Moj Bog, že tako je dovolj grozljivo. Erik, zdaj bi se rada obrnila nate. Si odvetnica za kazensko pravo na sodišču. John Ryan, odvetnik obrambe za Peytona Beama, je povedal, da njegova družina pravi, da ne verjamejo, da je to storil. In rekel je, da želi videti dokaze. Želi videti stvari, kot so balistični dokazi. Poleg tega želi videti takšne dokaze, ne le sklepanje. Torej, to se je zgodilo 10. aprila. In aretirali so ga popoldne 12. aprila. Torej so to opravili precej hitro, kot sem omenila prej. Torej pravijo, da je bil on prvi na prizorišču. Bil je tam zelo hitro. Delal je za Eriko Kramer. Očitno jo je imel za svojo drugo mamo. Tako jo je tudi imenoval. Kako so torej to lahko tako hitro povezali z njim, misliš, tožilci? Razmišljam pri sebi, da je moralo biti tam več kot samo to, kar slišimo, da je bil hitro na kraju dogodka, da je bil prostovoljni gasilec in da je bil prostovoljni gasilec le kratek čas. Kaj si ti misliš o tem? Ja, Anson, mislim, da so te obtožbe vložili zelo hitro, še posebej glede na okoliščine v tem primeru. Glede na izjavo odvetnika obrambe se zdi, da izsledki balistične analize še niso bili na voljo. In kaj je torej tožilstvo še imelo, da bi povezalo ta dogodek s tem obtožencem? Najprej bodo pogledali priložnost. Kdo je imel priložnost biti tam, biti v hiši? Kdo je imel dostop do hiše? Kdo je imel dostop do te osebe? Kdo je bil v rednem stiku z umrlim? Vse to so pomembni dejavniki in zdi se, da so tožilci ugotovili, da ta obtoženec ustreza temu opisu. Poleg tega pa so v tem primeru nekatere edinstvene značilnosti, ki so povezane z identiteto obtoženca. Je prostovoljni gasilec. Po navedbah tožilstva je bilo telo polito z bencinom in zažgano. In potem je oseba, ki je bila prva na prizorišču, potem ko je ogenj že gorel, obtoženec. In veste, včasih je to sicer klišejsko, ampak včasih se osumljenec res vrne na kraj dogodka na nek način. Tukaj tožilstvo pravi, da se je to zgodilo v nekaj urah ali celo manj, mislim. Torej, obstajajo nekatere značilnosti, ki bi lahko povezale tega obtoženca z tem dogodkom, vendar je še vedno nekaj vprašanj in trenutno je razkritih zelo malo podrobnosti. In rada bi se vrnila k temu, kar ste omenili glede balistike. Mislim, da ni mogoče, da bi balistiko obdelali v 2 dneh ali 1 dnevu in pol. Mislim, da se to ni zgodilo.
Morda so med obdukcijo uspeli odstraniti krogle. Ne vem. Ali bi morda lahko videli, kakšen kaliber so bile? In vedo, da ima on to vrstno orožje? Ne vem. Veš, Nada, ali bi jih lahko vzeli ven? In glede na to, kako poškodovane so bile in kakšna vrsta streliva je bila, ali bi lahko ugotovili, kakšen kaliber so bile? Seveda, kadar pride do smrti zaradi požara, običajno naredimo popoln skeletni pregled, kar pomeni, da naredimo rentgensko sliko od vrha glave do podplatov. In iščemo kakršnekoli znake poškodb, ki bi bili vidni na tej rentgenski sliki. In če bi pokazali, da so ti izstrelki še vedno v telesu, lahko obdukcijo osredotočijo na to. Odstraniti te izstrelke na najbolj varen način, da jih lahko ohranijo za kasnejšo balistično analizo, pregled in primerjavo s katerimkoli orožjem, za katerega menijo, da je morda prispevalo k temu. Rada bi tudi izkoristila ta čas in omenila, da ko mrliški oglednik opravlja preiskavo, ne pozabite, da to počne v sodelovanju ali v tandemu s policijo, vendar mora biti preiskava še vedno neodvisna. Zato se bodo vprašanja mrliškega oglednika nanašala na to, kdaj so to osebo nazadnje videli živo, s kom je nazadnje govorila, koga so nazadnje videli priti k njihovi hiši, s kom so bili nazadnje v stiku. Pregledali bomo njihove izpiske mobilnega telefona, s kom so nazadnje govorili, sporočila vse do njihovega nakupovalnega seznama. Če so naročili živila, se spomnim, da smo enkrat lahko pomagali policiji povezati nekoga s požarom, ker je na kraju dogodka pustil vrečko Chick-fila, ki je bila zunaj hiše, na njej pa je bil račun. In tako nam je pokazalo, da so prevzeli to naročilo in da se je to časovno ujemalo z našo časovnico, saj so bili v stiku z osebo, ki jih je prosila, naj gredo v Chick-fil-A zanjo. Tako je veliko malenkosti, na katere lahko kot mrliški oglednik v sodelovanju s policijo pogledamo, da pomagamo sestaviti časovnico, ker bo v tem primeru to nujno potrebno. Erik, pogovoriva se malo o tem, kar je pravkar povedala Nada. Govori o časovnici tukaj. Kdo je bil pri hiši? Kdo je nazadnje imel stik z Eriko Kramer? Vse to so zelo pomembne stvari. In mislim, da bi lahko bili dokazi iz mobilnega telefona tukaj ključni. Tega ne bi dobili nazaj v 1 ali 2 dneh, da bi vložili začetne obtožbe. Ampak zdaj je minilo nekaj časa in velika porota je obtožila Peyton Beam za te dodatne obtožbe o manipulaciji z dokazi, zlorabi trupla in podobnih stvarih. Tako da imajo morda zdaj več informacij o njegovi lokaciji. Kako to zagovarjaš? Če pogledaš vse skupaj, recimo, da je bil on zadnja oseba, ki je imela stik z njo in edina oseba na posestvu. Kaj narediš s tem? No, veš, z vidika obrambe moraš pregledati vse možne obrambe in poskušati ugotoviti, ali je katera od teh sploh uporabna. Ali moramo te obrambe bolj raziskati? Torej, eno vprašanje je, ali ima obtoženec alibi. Je bil kje drugje? Ali obstaja še kdo, kakšna priča, ki to lahko potrdi? Ampak če je domneval, da je bil on zadnja oseba v stiku z njo in da je bil edini na kraju dogodka, ko se je incident zgodil, bo to težko. Veste, ali je prišlo do kakšnega prepira v notranjosti, je prišlo do kakšnega fizičnega spora, je šlo morda za nesrečo, kot je nenameren strel. Zdaj, 4 nenamerni streli bi bile izjemno neverjetne, ja. Ampak mislim, da ni 4 nenamernih strelov v hrbet in v glavo. Ampak to se ne bo zgodilo. Torej, ja, ali je prišlo, kot sem rekel, do kakšnega spora v hiši? Ali veste, ali je bil morda kakšen drug možen osumljenec, na katerega bi se lahko osredotočila obramba? To so vprašanja, ki jih bo obramba zastavljala svoji stranki in jih raziskovala v teh zgodnjih fazah. Tukaj ni nobenega dvoma. Veš, motiv tukaj, čeprav tožilcem ni treba dokazovati motiva, Erik, res ne vem, kaj naj si mislim. Tukaj nimamo dovolj informacij. Ampak ta fant, celo tožilci in obramba pravijo, da je Peyton Eriko Kramer imel za drugo mamo. Za drugo mamo. Torej, kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Vemo, da so motivi večinoma povezani s stvarmi, kot so denar, ljubezen, pohlep, take stvari. Torej, kaj se tukaj dogaja? Ne ubiješ kar tako nekoga. Poleg tega sem zelo sumničava, ker, veste, poglejmo to za trenutek skozi oči tožilca. Tukaj nimamo tožilca.
Ampak razmišljam pri sebi, ta moški je postal prostovoljni gasilec marca, glede na objavo prostovoljnega gasilskega društva Ansonja. On je prostovoljni gasilec. In to je naredil marca. 10. aprila je Erika Kremer mrtva. Je torej mogoče, da je to naredil kot pripravo na ta uboj? Kot je Nada povedala, je časovni potek ne le samega dogodka, ampak tudi tega, kar je vodilo do dogodka, lahko zelo pomemben. Lahko nam da namige. Iz teh informacij lahko sestavimo, kako se je to morda stopnjevalo do tega dogodka. In tako, Anželet, mislim, če gledamo na to z vidika tožilca, in sam sem bil tožilec, bi videli osebo, ki se je pravkar prostovoljno pridružila gasilskemu društvu. In potem, manj kot mesec dni kasneje ali tako, je bilo najdeno truplo, polito z bencinom in zažgano. In potem, glej ga zlomka, ta gospod je prvi, ki se odzove in se vrne na kraj dogodka, skoraj kot da bi vedel, da je tam požar, ali pa je pričakoval, da se bo moral vrniti. Torej, so te stvari res ključne pri pripovedovanju zgodbe, kako bi se to lahko odvijalo. In se strinjam s tabo, torej porota bo želela vedeti, kakšen je razlog, da bi nekdo to storil. Čeprav tožilstvu tega ni treba dokazati. To je v mislih porote. In kot tožilec jim moraš dati nek verjeten razlog za to. Kot si rekel, je to denar, kolikor vem, je opravljal neko delo za to osebo. Ne vem, če je bil za to plačan. Predvidevam, da spor ni bil tako hud, da bi nekoga pripravila do umora druge osebe, ampak ne vem, ali je šlo za kakšno dodatno razmerje, to so vse pomembna vprašanja. Je res so. In veste, ne poskušamo očrniti pokojnega, ampak vse je treba preveriti. Imamo zelo malo informacij. Vemo, da so tam. Je 50-letna trenerka navijačic, ljubljena mama, nekdo, ki jo ima družina zelo rada, bila je 4-krat ustreljena v hrbet, 2-krat v glavo, 2-krat v hrbet polita z bencinom in je mrtva. In tako imamo trenutno več vprašanj kot odgovorov. In trenutno njegova družina stoji za njim. Torej, Nato, kaj se zdaj dogaja glede sodnega zdravnika ali mrliškega oglednika? Ker je očitno prva obdukcija že opravljena, vendar bo toksikologija trajala od 6 do 12 tednov. Ja, to ni televizija. In pogosto moram družinam in naši skupnosti to povedati, da na televiziji pride do umora, primer je rešen in vse se zgodi v lepem, urejenem 60-minutnem časovnem okviru. To ni resničnost pravih balističnih testiranj, prave toksikologije in pravih poročil o obdukciji. Samo zato, ker je bil opravljen makroskopski pregled telesa, to še ne pomeni, da so poročila pripravljena. Še vedno morajo pregledati mikroskopske kasete, ki jih vzamejo z teh prizorišč, rezine organov, ki jih bodo pregledali. Njene pljuča bodo temeljito pregledali, da bi ugotovili, ali je v njih kakšna saj ali kakršnakoli toplotna poškodba, kar bi nakazovalo, da je bila živa, preden jo je ustrelil ali preden jo je zažgal. Ko je zanetil ta požar, ali je zgorela živa? To bo zelo pomembno, še posebej, če bodo proti njemu želeli vložiti še več obtožb. Zanimala bi me tudi povezava med pokojno in osumljencem, saj nam smrt pogosto razkrije skrivna življenja, ki so jih ljudje živeli. Ne vemo, ali gre morda za kakšno škandalozno afero, ki sta jo imela. Upam, da ne. Ampak spet, ne želimo očrniti pokojne, vendar moramo preučiti vsak vidik. In včasih nam smrt razkrije tista skrivna življenja, ki so jih ljudje živeli. Druga stvar je, če je obstajala kakšna zavarovalna polica, saj mu je bila kot druga mama in je vedel, da bi morda lahko dobil nekaj denarja. Naučil se je, kako zanetiti požare ali kako morda poseči v prizorišče požara, mogoče zato, da bi dobil denar od zavarovanja. Vse te možnosti bomo morali preučiti. Ja, vse to moramo preučiti, Erik. Toliko stvari ne vemo. Gledala sem Facebook profil Peytona Bima. Bil je igralec ameriškega nogometa, ko je hodil na srednjo šolo, na isti srednji šoli, kjer je bila Erika Kremer, trenerka navijačic. Torej sta se morda poznala že vrsto let. In kdo ve, kakšen je lahko možni motiv tukaj? Trenutno je toliko stvari, ki jih ne vemo. O 100%. In ja, ta motiv je zelo pomemben, kaj bi to lahko bilo. Veš, on je v svojih 20 letih, in to osebo je imenoval za svojo drugo mamo.
In zato je v tem pogledu zelo zmedeno. Predvidevam, da imajo tožilci morda nekaj informacij, ki jih še skrivajo, ker glede na javno razkrite podatke se skoraj zdi, da ni dovolj dokazov, da bi ta primer dokazali onkraj razumnega dvoma. Zato se sprašujem, ali imajo kakšne informacije v rezervi, ki še niso bile javno objavljene, na katere se zanašajo in na katerih je ta pregon deloma tudi osnovan. Ja. Izvedeli bomo več. Upajmo, da bodo tedni in meseci prinesli več informacij. Res žalosten primer. Ta uboga ženska, Erika Kramer, priljubljena trenerka navijačic, je imela hčerko, čudovito hčerko, ki jo je imela rada. Družina žaluje. Upajmo, da bomo dobili kakšne odgovore. Najlepša hvala obema. Hvala, Angela, hvala, Erik. Pogreb Erice Kramer je bil prejšnji konec tedna. V njenem osmrtnici je pisalo, da je imela s hčerko nepretrljivo vez. Ljubezen tako globoko, da je opredeljevala ves njen svet. Spominjali so se je po njeni toplini in velikodušnosti ter po njenem delu kot trenerke navijačic, s katerim je navdihovala mlade. Peyton Beam je pridržana v zaporu okrožja Dark. Tako bomo spremljali ta primer in vas obvestili, če bomo izvedeli kaj več o tem, zakaj tožilci verjamejo, da je Peyton Beam storila ta zločin. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Ne pozabite, vedno nas lahko gledate na YouTubu, prav tako pa nas lahko gledate in poslušate na Spotifyju. Zato nas poiščite tudi tam. Se vidimo tukaj naslednjič.